Zdaj ima Kanada svoj pravi brexitski trenutek. Provinca Alberta, ki je znana kot naftna velesila Kanade, se zdaj uradno pripravlja na referendum 19. oktobra, kjer bodo odločali, ali naj ostane v državi ali pa se odpre pot do prihodnjega glasovanja o odcepitvi. Zdaj premierka Danielle Smith pravi, da gre za to, da ljudem po letih frustracij z Ottavo, še posebej glede energetske in gospodarske politike, omogočijo, da se jasno izrečejo. Čeprav ta glasovanje pravno ni zavezujoče, pa ima že zdaj veliko večji politični vpliv, kot bi pričakovali. Ko enkrat tako vprašanje postavite na glasovnico, če tudi postopoma, običajno zaživi svoje življenje. In v provinciji, kot je Alberta, kjer se separatistično razpoloženje pojavljajo in izginjajo že desetletja, je prav takšen zagon tisto, kar ljudi v Ottavi spravlja v nelagodje. Z nami je zdaj Michael Bernard Wernick. Je nosilec Jaroslavske katedre na Univerzi v Ottavi. Torej, najprej, prosim, razložite, zakaj so Alberčani tako frustrirani, bolj natančno, in koliko jih, po anketah, ki smo jih videli, dejansko podpira, da bi Alberta postala neodvisna država. Hvala za vaše zanimanje. Prepričan sem, da je, če gledate od zunaj, to zelo nenavadno separatistično gibanje. Ni utemeljeno na zgodovini, kot je to v primeru Škotske, Katalonije ali celo Korzike. Nima nobenega verskega, jezikovnega ali etničnega goriva, ki bi ga poganjalo naprej. V bistvu temelji, kot ste rekli v uvodu, na nekakšnih negovanih zamerah, zaradi tega, da ne moreš uveljaviti svoje volje pri oblikovanju državne politike, še posebej v zvezi z gospodarstvom, ki temelji na virih. Alberta ima približno 5 milijonov volivcev od skupno 42 milijonov Kanadčanov. Večina Kanadčanov živi v Ontariju in Quebecu. In ti dve provinciji običajno prevladujeta pri izidih volitev v parlamentu in podobno. Tako gre v bistvu za regionalno zamero in občutek, da niso spoštovani ali slišani. Trenutno, čeprav so ankete 6 mesecev naprej vprašljive, večina prebivalcev Alberte na jasno zastavljeno vprašanje jasno želi ostati del Kanade. A žal so se določene sile že sprožile in prihaja zelo burno in težko obdobje. Če bi Alberta dejansko postala neodvisna, kako bi to vplivalo na preostalo Kanado? To je zelo dobro vprašanje. Obstaja veliko hipotetičnih možnosti. S tem smo se že soočili pri 2 referendumih v Quebecu o odcepitvi. Glavna stvar je, da se podajamo v neznano. Quebec ima določeno integriteto zaradi francoskega jezika. Ni jasno, kaj lahko naredi Alberta brez dostopa do morja. Za njihovo gospodarstvo, ki temelji na virih, ne bo dobro, če bodo zaprti brez dostopa do morja. Tako da mislim, da ljudje, ki se ukvarjajo s takšnimi špekulacijami, menijo, da samostojna Alberta ni posebej vzdržna in da jo bodo na koncu pogoltnile Združene države Amerike. Kaj bi se zgodilo z drugimi deli Kanade? To je velika neznanka. Kako tvegano mislite, da je za Kanado, če normalizira referendume o odcepitvi, tudi če niso zavezujoči? No, vsaka provinca ima pravico izvajati plebiscite in referendume. Ti so precej pogosti pri drugih vprašanjih, spremembah volilnega sistema in tako naprej. Da španska vlada je zavzela veliko tršo stališče glede referenduma v Baskiji. Tako da veste, mislim, da če sploh obstaja kakšna strategija premijerke, upa, da bo sprožila neke vrste pogajanja o političnih popuščanjih in veste, večji avtonomiji za provinco, morda celo ustavne spremembe, vendar je to zelo velika stava. Prav. Veste, za konec, ali obstaja kakšen priročnik za pomiritev takšne regionalne jeze, ne da bi to preraslo v ustavno krizo? Omenili ste Quebec kot primer, veste, preteklih separatističnih gibanj. No, najprej vprašanje, ali želite biti del Kanade. Ugotovili smo, da so bili v Quebecu na 2 različnih referendumih skozi nekaj generacij quebeški separatisti, ki so zelo sposobni politiki, premagani s strani quebeških federalistov. Veste, zelo znanih ljudi, ki jih nekateri vaši gledalci poznajo. Tako da mislim, da je to na koncu razprava, ki jo je treba opraviti v Alberti. In tisti Alberčani, ki so federalisti ali unionisti, ali močni zagovorniki ostanka v Kanadi in reševanja stvari znotraj Kanade, morajo stopiti v ospredje. Prav, no, rada bi se ti zelo zahvalila, Michael, da si se nam pridružil. Zagotovo bo zelo zanimivo videti, kako bo potekalo to glasovanje oktobra in kaj bo to pomenilo za prihodnost Kanade. Prepričan sem, da bomo imeli v prihodnjih mesecih veliko za povedati. Hvala za tvoje zanimanje.